Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Nace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Nace, pozdravljen. Zdravo, Igor. Pozdravljena Eva Globokar, naš današnji center oddaje in upajmo, da bomo zabili veliko zanimivih golov. Zdravo, Eva. Zdravo, Igor in Nace. Dobrodošla. Hvala. Mi smo te v prejšnji oddaji že napovedali. Dej nam povej v štartu tako zelo na hiter, ti si fizioterapeutka v nogometnem klubu Bravo. Kakšne so tvoje zadolžitve v klubu? Torej, moje zadolžitve v klubu niso zgolj zadolžitve fizioterapeuta, ampak so tudi zadolžitve celotne zdravniške službe. Jaz opravljam delo manualnega terapeuta, potem opravljam tudi delo kinezioterapije, opravljam oziroma pripravljam tudi vse, kar je potrebno za nadaljnjo zdravniško oziroma zdravstveno obravnavo igralcev in pa komuniciram z strokovnim timom o rehabilitaciji, o vrnitvi v šport in pa potem tudi ob vrnitvi v igro. Torej nisi samo tista, ko imaš na mizi igralce, jih pomasiraš in to je to tvoje delo opravljeno, tako si ponovadi predstavljamo v bistvu, oziroma si recimo javnost predstavlja neko vlogo fizioterapeuta. Se tu skriva še marsikaj dodatnega zraven, kar mogoče ne vidimo. Ja, vloga fizioterapeuta v slovenski ligi, sklepam, je večplastna. Zdaj v tujini se dejansko fizioterapeuti ukvarjajo verjetno samo z enim področjem fizioterapije, torej je nek fizioterapeut določen zgolj za manualno terapijo, nek terapeut določen za kinezoterapijo na igrišču. Pri nas pa je pač stanje kakršno je in smo potem fizioterapeuti tisti, ki smo odgovorni za več različnih nalog. Po nekje mojih lastnih izkušnjah v delu v športu ugotavljam, da ljudje zelo težko ločijo, kakšna je razlika med fizioterapeutom pa med maserjem. Ta osnovna predpostavka včasih so v športu predvsem bili maserji. Fizioterapeuti, tako kot si ti, pa kineziologi, tako kot je Nace, ste precej kasnejša stroka, ki prihajate v šport. Se pravi, fizioterapeuti ste prej delovali predvsem po nekih rehabilitacijskih centrih, po poškodbah, v avtih, za starostniki, po KP-jih in tako naprej. Se pravi, vi ste v športu dosti mlada znanost. Koliko bi ti v bistvu sploh zdaj nam razložila, koliko velika razlika je, ker to je res velika razlika med maserjem pa med tabo? Torej, zdaj že sama izobrazba je tista, ki nas loči, oziroma neko osnovno znanje. Torej, fizioterapeuti smo visokošolsko bili izobraženi v preteklosti, zdaj smo že univerzitetno, eni imamo tudi že podiplomski študij opravljen, v tujini oziroma tudi v Sloveniji se izvaja doktorski študij, to je res znanost. Masaža je zgolj ena izmed tehnik fizioterapije, ki se lahko izvaja. Medtem kot fizioterapija je zelo, zelo široko področje. Zdaj, sami terapeuti se v štartu na fakulteti spoznamo z celotno anatomijo, patologijo, fiziologijo, z vsemi ostalimi poklici, ki delujejo v zdravstvu. Je pa potem fizioterapija v športu zgolj ena veja.
ki pa nekako se v Sloveniji še ni zelo dobro razvila, ampak se razvija. Tudi mislim, da je veliko terapevtov tudi v slovenski nogometni ligi, ki se trudi, da se dodatno izobražuje, da tudi hodi na izobraževanje v tujino in se ta veja razvija. Da lahko sam prekinem. To imate vi, bolonjski program, 3 leta študija in potem imate še pravi magisterij še dodatno. A se vi v bolonjcu imate, se pravi prva 3 leta imate osnove in potem v podiplomni za magisterij se specializirate za določeno smer, ali kako imate to narejeno? Ja, v osnovi naj bi bilo tako, ampak trenutno sistem še tako ne deluje, ker je enostavno magistrov premalo. Se še ni razvilo v to smer, ampak se nekako tekom magisterija lahko specializiraš v neko določeno smer. To pa ne pomeni, da si specialist. Fizioterapevt specialist lahko postaneš zgolj in samo z dodatnimi izobraževanji, ki pa lahko trajajo tudi nekaj let. Se pravi, vsak fizioterapevt je z strani Združenja fizioterapevtov Slovenije dolžan se dodatno izobraževati. Imamo točno določene standarde in pa se potem z leti lahko odločimo za eno usmeritev. Ko boste vi pol postali kot zdravniki, se pravi, boste imeli svojo prakso in potem boste imeli specializacijo, da boste, se pravi, za nas športnike generalno nas zanimajo ortopedi, ki delujejo po poškodbah, da se zadeva rehabilitira. Ja, fizioterapija ima več vej. To je tudi mogoče ena izmed razlik med fizioterapijo in pa med maseri. Fizioterapija ima, se pravi, veje neurofizioterapije, potem obstajajo... Čakaj, da moram pomisliti. A sploh, maseri imajo sploh fakultativno izobrazbo. Oni sploh imajo fak za to. Ne, maseri imajo opravljeno zgolj nacionalno poklicno kvalifikacijo. To je v bistvu tako kot usposabljanje, ne? Tako, to je usposabljanje, ki ga lahko opravi, mislim, da kdorkoli je opravil srednjo šolo, katerokoli srednjošolsko izobraževanje, in se potem pač odloči za eno tako izpopolnjevanje in potem lahko opravlja to delo. Ampak tako kot sem rekla, masaža je zgolj ena izmed tehnik fizioterapije, medtem ko fizioterapevti opravljamo zelo kompleksne stvari. Jaz mislim, da je masaža zgolj ena super zadeva. Masaža je v bistvu samo en zelo mali del tega znanja, ki ga ti v resnici imaš, ne? Ja. Mi izhajamo iz tega, da vi prvo morate imeti zelo dobro znanje, kot si rekla, kako deluje naš telesni ustroj, tako kot pač se mi pogovarjamo, midva z Nacetom, kako bomo midva pripravljala, tako morate vi poznati, da ne poškodujete še bolj določenih stvari. Kar načeloma maseri se verjetno ne bojo s tem veliko ukvarjali. Ali se bojo? Torej, ja, mi se izobražujemo predvsem v tej smeri, da pomagamo. Se pravi, uporabljamo samo tiste tehnike, ki so znanstveno dokazane, da pomagajo. Ne, da ne pomagajo ali pa da malo pomagajo, ampak mora biti statistično značilna, dokazana uporabnost. Statistično značilna dokazana uporabnost. Se pravi, temeljimo samo na tistih stvareh, ki so učinkovite in ne povzročajo škode. Predvsem v športu je to zelo pomembno, ker mi lahko z nepravilnimi tehnikami, z nepravilno vadbo dejansko nekomu uničimo kariero. In mislim, da je to ena izmed stvari, ki se je veliko terapevtov oziroma maserjev tega ne zaveda. Nam kot terapevtom pa celotno izobraževanje, celoten študij, celotno prakso, pripravništvo poudarjajo eno stvar in to je, nikoli ne smemo pacientu škoditi. Vedno moramo delati v njihovo dobro, tudi če to včasih pomeni, da mu ga moramo napotiti komu drugemu, pa stopiti en korak nazaj, pojesti svoj ego in narediti tisto, kar je dobro za njih. Tudi priznati, da česa ne vemo. Okay. Zdaj smo mogoče razčistili malo to razliko med maserjem pa fizioterapeutom, ampak jaz pa vem, da je v bistvu tudi razlika med fizioterapeutom
pa športnim fizioterapeutom na koncu. Tudi tu znotraj so zelo velike razlike, oziroma sploh, ko greš v določen šport, se bolj poglobiti, postane stvar zelo kompleksna, tako si rekla, so zelo velike specifike v vsakem posebnem športu, tako da je tu sigurno še pa dodatno znanje, ki ga moraš osvojiti in se odpre spet cel nek nov spekter. Kako si v bistvu ti prišla do tega, da deluješ v nogometu zdaj? Ali to bilo čist od začetka že, si imela to željo, ali se je čist zgodilo, ali kako je prišlo do tega? Jaz sem tekom dodiplomskega študija ugotovila, da me najbolj veseli oziroma da se najbolj vidim v ortopedski medicini oziroma v mišično-skeletni fizioterapiji. Odločila sem se tudi, da bom nadaljevala študij pač na podiplomskem študiju, ravno zaradi tega, ker sem želela zvedeti več. Tekom študija sem bila tudi na izmenjavi v Belgiji, kjer sem obiskovala program rehabilitacijske znanosti in kinezioterapija, točno program športno fizioterapijo, in tam sem spoznala, da je to mogoče nekaj, kar mene zanima, ker ni bila samo tista terapija, ampak dejansko neko delo v timu in multidisciplinarnem timu, delo s trenerjem, nek mogoče tudi izziv. Ko sem se vrnila v Slovenijo, sem po spletu okoliščin dobila eno možnost dela v nogometnem klubu in sem jo vzela. Pač ne glede na to, da mogoče je bil to takrat zelo velik izziv, nisem vedela sploh, kaj se spuščam, nisem poznala nogometa, nisem vedela nič od nogometa, ker me dejansko ni zanimal. Ampak sem potem na prvih pripravah, ko je bil nogometni klub še v drugi ligi, ugotovila, da je pa to mogoče ena stvar, v kateri bi jaz lahko delala. Zdaj, tako kot si rekel, jaz res mogoče nisem vedela, v kaj se spuščam, ker je delo v nogometu zelo specifično. Torej, ko delaš v enem točno določenem športu, na taki profesionalni ravni, je zelo veliko enakih poškodb in zelo veliko enih preobremenitvenih stanj, ki se ponavljajo. In se res moraš izobraziti in res dobro te poškodbe in preobremenitvena stanja sanirati. In potem s časoma, ko se te stvari naučiš, vidiš, da tudi mogoče je ogromno enih stvari, ki se jih na fakulteti nisi naučil ali pa mogoče nisi bil na njih pripravljen. Kje pa pol ti iščeš v bistvu ta specifična znanja o poškodbah, konkretno v nogometu, v teh stvarih, ki se ponavljajo, kar si zdaj omenila? V bistvu je to pol nekje zbrano, da ti lahko to pogledaš, ali mora to biti vsak posameznik čist iznajdljiv, pa pač dovolj radoveden, da poišče ta izobraževanja in znanja? Delo v klubu je drugače, ker se mogoče fizioterapevti v Sloveniji ne srečujemo toliko z akutnimi poškodbami. Torej, mi smo veliko bolj izobraženi oziroma usposobljeni za neka kasnejše obravnave, zaradi tega, ker pač zdravstveni sistem tako v Sloveniji deluje. Ampak v glavnem... Povej, kaj so to akutna stanja? Ker marsikdo verjetno ne pozna tega izraza. Kaj je to akutno stanje? Torej, skoraj nikoli se fizioterapevt v kliniki ne sreča z zvinom gležnja. To je ena stvar, ki se jo ponavadi ljudje, že zdravniki jih pač pregledajo in jih pošljajo domov z nekim povojem in potem je to se pač sanira. Tisti ljudje, ki niso profesionalci, lahko pač po nekem času mirovanja lepo začnejo hoditi in so zdravi. Medtem, ko v delu v športu je pa pač nek časovni pritisk. Tukaj je treba stvari popraviti čim prej in čim boljš. Tak športnik mora potem biti sposoben na to nogo skakati, teči in to v najkrajšem možnem času. Moramo pa še vedno biti previdni, da recimo ne gremo prehiter v šport. Da se pravi, da še vedno lovimo tisto okno, kjer je vrnitev v šport optimalna. Ok, lahko gremo tu sam zdaj, da bomo malo povezali celotno zadevo v NK Bravo, tisti, ki skrbite za medicinsko delo. Koliko vas je ljudi, ki skrbi za celoten tim medicinski v klubu? 3. V sodelovanju, se pravi, z glavnim trenerjem si ti,
Imate kajega zdravnika, ki skrbi tudi za to? Ja, zdravnik. Se pravi, on je za težje poškodbe, tiste verjetno potem, ko ti oceniš, da se je nekdo težje poškodoval, ga pošleš do zdravnika, da pove, kaj se bo z njim naprej. In potem, kdo je pa tretji član še, če lahko vprašam? Še en fizioterapeut. Še en fizioterapeut. Ko vi sestankujete, verjetno imate na začetku ali koncu tedna imate sestanke z glavnim trenerjem, pregledate sliko, kdo je, kako je, zakaj je. Ti oceniš, da nekdo lahko začne delati po nekem individualnem programu, se pravi, takrat se vključuje verjetno kineziolog ali kondicijski trener v klubu, ki ga imate. Ja, z ostalimi delaš ti. Kje je meja, kdaj začne kineziolog ali pa kondicijski trener z igralcem delati in do kje še delaš ti z njim? Torej, mi imamo sestanke na dnevni ravni, ne? Zato ker pač vsak dan se pogovarjamo zdaj, kako je kakšen igralec napredoval oziroma na kateri stopnji rehabilitacija je. Moja meja je definitivno takrat, kadar igralec nima bolečin. Zaradi tega, ker z bolečino pri nas nekako ne treniramo oziroma imamo neko lestvico, čez katero bolečino recimo ne gremo. Torej, če rečemo, da ima bolečino od 0 do 10, če čuti recimo nekje za 3, takrat lahko začne trenirati. Če je bolečina višja kot to, ne sme iti na igrišče ali pa pač opravlja na igrišču neke stvari s kondicijskim trenerjem, ki ne povzročajo bolečine. Torej sta vi redno v komunikaciji s kondicijskim trenerjem in pogledata stanje, si razdelita delo, ok, ta je za mene, ta je za tebe, kaj bi ti tukaj naredila, kaj ga bo on v bistvu nadaljeval tvoje delo na nek način, ne? Ja, torej jaz se z kondicijskim trenerjem vedno pogovarjam, ko je igralec pripravljen za vrnitev v šport, se pogovoriva, katere stvari lahko on izvaja, katere ne. Še prej se seveda posvetujemo tudi z zdravnikom, tudi zdravnik da svoje mnenje in pa potem skupaj s kondicijskim trenerjem naredimo nek okvirni plan, kaj ta igralec lahko dela. Zdaj, ali so neke vaje, ali so to neke igralne oblike, ali gre to potem lahko spet nazaj igralcu v igro, ali v tekmo, to se pač pol pogovarjamo z kondicijskim trenerjem oziroma pol tudi z glavnim trenerjem. A imate mogoče kakšne protokole postavljene pri to, kar si rekla, pri poškodbah, ko se ponavljajo, da se točno ve, da se gre v bistvu po protokolu, da imate v bistvu kaj interno tudi postavljeno, da tule jaz, ko je taka stanje, se ti prevzameš in tak naprej, da si olajšate delo v bistvu? Ja, mi imamo v bistvu narejeno neko tako klinično pot, se pravi, ko je igralec poškodovan, imamo v bistvu narejeno neko mapo, kako naj bi potekala rehabilitacija, se pravi, kdaj se vključujejo lahko drugi tudi zunanji izvajalci, tudi ne samo klubski trenerji, tudi zunanji ali pa osebni trenerji posameznih igralcev, ki jih tudi nekateri imajo. Potem pač naredimo nek plan, kdaj kdo kaj počne in pa tudi seveda mora biti ves čas obveščanje pač, oziroma komunikacija med vsemi vpletenimi, Se ti recimo direktno slišiš tudi s temi osebnimi trenerji, ko jih imajo, oziroma kdo skomunicira, kaj se dela, ker se mi zdi, ta del je mogoče najtežje nadzorovati, ker so to vse neke zunanje osebe in sam tudi na tak način delujem in vem, da pač moram biti dosti v komunikaciji potem z klubskimi fizioterapeuti oziroma zdravstvenimi delavci za boljšo izvedbo. Ja, v preteklosti smo imeli s tem kar veliko težav, glih zaradi tega, kot si omenil, ker ni bilo neke komunikacije s strani teh zunanjih izvajalcev, ampak smo mi pred kratkim vzpostavili pravila, kako bomo delovali, če bodo igralci imeli osebne trenerje, da so pač oni dolžni nas obvestiti, kaj oni počnejo in pa kje so recimo v rehabilitacijskem procesu, da se pač vse ve. Da je pač neka transparentnost. Ja, to je verjetno najpomembnejši del tega, ravno zaradi tega, ker je toliko členov vpletenih. To je ravno tisto, s čimer smo mi začeli, da v bistvu po svoje si ti zadolžena za marsikaj, ampak je ta pot nekoga, ki se poškoduje, poteka skozi različne faze, ki jih pa različni tudi strokovnjaki v bistvu naslavljajo. Zato da, tako si rekla, da igralec pride čim prej nazaj v trenažni proces, ker v Sloveniji mogoče to malo drugače gledamo, ampak v tujini jaz vem, da prav štejejo v bistvu, kakšni so izpadi
kadar igralec ne more igrati, ne, ker preštevajo denar, ko ga morajo dati za tega igralca, pa ne igra. In so to ogromni stroški, tako pa tudi v firmah normalno. Tako da je v bistvu ta pritisk časa je zelo pomemben. Zato me tudi zanima, mogoče koliko se razumete, da tek rečem, z glavnim trenerjem in usklajujete glede teh stvari, koliko je mogoče pritiska na eni strani pri kakih pomembnih tekmah, ko bi rabili igralca, ti vseeno verjetno držiš malo bremzo na drugi strani, kako se tu pol uskladite? Ja, moram reči, da da imam zaenkrat kar pozitivne izkušnje s tem, zato ker smo mogoče mi tim, ki razume te stvari, da je mogoče včasih tudi boljše, da igralec kakšne tekme ne igra, zaradi tega, ker je ne odigra 100%. Prvo, kar je pač je pod nekimi bolečinami, tudi nekatera protibolečinska sredstva vplivajo tudi na kognitivne funkcije. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da imamo stvari razčiščene. Če imate kakšne konflikte znotraj tega, ali pa, mislim, vse si rekla, da se načeloma dobro razumete, pa izpeljete stvar. Ja, jaz mislim, da imamo mi zelo dobro komunikacijo v timu in da se to tudi potem pozna na igrišču, zaradi tega, ker se znamo uskladiti, kdaj kakšen igralec boljš da počiva in kdaj mogoče tudi kakšen igralec igra poškodovan. Se pravi, da se pač pogovorimo, razmerje cost benefit, ja. Vloženo pa dobljeno, oziroma risk reward. Tako, in se potem na podlagi tega odločimo zdaj, kaj bo z določenim igralcem. Ok, a nam lahko ti, ko si prej omenila, ne vem, akutno stanje, zvit, gležen, kako imate vi postopek rehabilitacije? Ali pa postopek screeninga, da veste, koliko je težka poškodba in na osnovi tega potem, kaj vse vi delate z igralcem, zato da se čim prej vrne? Torej, najprej fizioterapevt, ki je na igrišču, tega igralca pogleda. Najprej ta prva pomoč na igrišču, torej čim prej let, zaradi tega, da zaustavimo te notranje krvavitve, da ni krvavitve v sklep. Takoj potem se naredi ocena, zdaj kateri ligamenti so bili poškodovani, če so bili poškodovani, če je kakšna mišica, kakorkoli. Potem mi fizioterapevti ocenimo, katera stopnja zvina je. Če je to za zdravnika, gre to takoj k zdravniku, če je nekaj takega, kar lahko obravnavamo midva v klubu, potem to za to midva poskrbiva, torej takoj terapija, navodila, usmeritve za tega igralca in pa potem komunikacija z njim tekom dneva, kako je, potem pa nadaljujemo pač terapijo naprej. Vsakič, vsak dan terapija. Tu je meni zdaj, po moje, glavna razlika med tabo pa med maserjem, glede na to, da ti, se pravi, mi vsi nekje ocenimo, koliko je težek zvin, ampak vi uporabljate potem en kup naprav za to, da pripomorete k temu, da se igral čim hitreje vrne. Maser bo večinoma samo skozi masažo, poskušal bo čim hitreje to limfo spraviti ven iz zalitega dela gležnja, kar je včasih, imamo tudi zelo različna mnenja, eni so zelo privrženi temu, eni so zelo proti temu, da se pač tkivo še dodatno poškoduje. Vi pa potem uporabljate pa druge pripomočke in pa naprave za to, da prvo spravite čim hitreje, se pravi, da zmanjšate oteklino in na drugi strani, da čim hitreje povzročate regeneracijo ali pa obnovo tega tkiva, ki je bilo poškodovano. Kaj vse vi uporabljate v klubu, me zanima. Zdaj, tako kot si rekel, odvisno je poškodba česa je. Zdaj, če je neka poškodba, potem lahko tudi masaža poslabša, tako kot si rekel, se lahko tkivo zaradi tega poslabša. Celjenje tkiva zaradi tega poslabša. Mi načeloma uporabljamo seveda manualno terapijo, to je pač prečna frikcija tkiv, efleraža, masaža, sproščanje, miofascialno sproščanje točk. To izvajaš ti vse? To izvajam jaz. Okay. Potem izvajamo tudi recimo lahko tudi dry needling, to pač so novejše metode, kinesiotaping, bandažiranje, potem lahko izvajamo terapijo z interferenco, hitop,
ultrazvok, lasersko terapijo, presoterapijo, potem izvajamo tudi manualno terapijo z manipulacijami in tako naprej. To je ogromno enih tehnik. Je pa res, da je treba pač moramo mi odločiti, da so kakšne tehnike primerne in pač ni panaceje. Ne moramo zdaj mi vse zdraviti z masažo ali pa vse zdraviti z elektriko ali pa z Koliko imate vi teh naprav v klubu? Je to vse, kar sem naštela. Vse, kar si naštela. Ne vem, že sam en tek, kar vem, da stane 10,000 evrov, recimo. Ne? Ja, mi nimamo tekarja. A vi nimate tekarja? Pardon. Ampak imate pa en kup drugih, ki pa vseeno finančni so zelo. Koliko imaš ti težav prepričati vodstvu kluba, da so določene stvari tako, kot je tekar nujen za to, da pospeši samo regeneracijo tkiva ali pa hitrejše vrnitev igralca na igrišče? Torej, zdaj pa v vsaki novi pridobitvi je treba pač nekako to postaviti v nek okvir, v kolkem času se bo to finančno vrnilo, a se nam splača bolj igralce pošiljati na terapijo nekam drugam, ali bomo to izvajali v klubu, koliko poškodb imamo, se pravi pač to vse pa neka računica oziroma... Ok, pa ti imaš, rečemo, željo po nekem novem aparatu zdaj v svoji ambulanti, da bi jo imela? Jaz osebno sem bolj pristaš manualne in pa kinezioterapije. Se mi zdi, da je to nekako bolj učinkovito. Je pa res, da v določenih primerih so tudi naprave tiste, ki pomagajo. Ampak ja, to, kar sem rekla, treba je se pač odločiti, kdaj, kaj. Ni pa naceje. Kaj to pomeni kinezioterapija? Kinezioterapija. Kinezioterapija. Ja. Prosim? Terapija z vadbo, z vajami. Igor, to sem tudi jaz magistriral iz tega, tako da te poučim. Jaz sicer rečem, da sem magister kineziologije, ampak usmeritev je bila pol magisterska kinezioterapija. Tako da, ja, v bistvu... Ampak kaj pa igralec, ki ne more tako iti se pravi v vadbo, v izvajanje gibanja, ne vem, po nekih poškodbah mišic, pa tako. Kaj pa z njimi? Zdaj, tako je, ne? Neko gibanje se ponavadi skoraj vedno da narediti. Ali je to izometrija, ali je to gibanje drugih delov telesa, se pravi preprečevanje upada mišične mase v drugih delih telesa. Tako da bi čist bil tisti del imobiliziran, ne. Je pa res, da pač pri kakšnih zlomih se itak da malc in takrat ne moramo nič. Torej, recimo, to mogoče da poudarimo, da ko je igralec poškodovan, mi smo se velikokrat to pogovarjali, tak igralec je načeloma še bolj, da rečem, obremenjen z vsemi postopki in z vsem, kar mora delati, kot pa nekdo, ki je v normalnem trenažnem procesu. To je mogoče zmotno prepričanje, da igralec, ki je pa poškodovan, pa pač čaka doma, pa da ta čas mine, pa se vrne nazaj na teren. V bistvu pa imajo oni zelo veliko zadolžitev, zelo veliko enega dela, od terapij do treningov. Ja, igralec, ki je poškodovan, jaz mislim, da dela še veliko več kot tisti, ki ni. Zaradi tega, ker tak igralec ni samo fizično obremenjen, ampak je tudi psihološko. To je zelo velik stres za telo, že sama poškodba, potem pa tudi vse to, kar pride s tem. In tak igralec dela od jutra do večera, se ukvarja s tem. Prvo je tukaj bolečina, ki kar ne gre stran, pač takoj, ko se on začne premikati v čut, se z njo obremenjuje, ker to je za igralce zelo obremenjujoče. Se pravi, oni od jutra do večera se ukvarjajo s poškodbo. Delajo vaje, morajo paziti na dobro prehrano, morajo se... Ok, zdaj bi jaz tu malo prekinil eno zadevo, pa bi spustil eno vprašanje ti noter. Zanima me po strokovni plati, katere poškodbe se vam zdijo najbolj trdovratne za obravnavo, katere se najraje ponavljajo, kako se mogoče teh poškodb specifično lotiti in pa po drugi strani, za katere poškodbe se najtežje dela neka resna prevencija in pa neko delo vnaprej, ki bi preprečila te poškodbe, torej, kjer poškodbe so najbolj naključne. Dobro vprašanje, ne? Dobro. Veš, čigavo je, ne? Ja, se si najbolj napisal. Matej ti vrača vprašanje, ne?
Torej, najbolj trdovratne poškodbe oziroma preobremenitveno stanje so tendinopatije. To so neke poškodbe tetiv, ki se zgodijo zaradi tega, ker se ena mišica preveč preobremeni oziroma ni pripravljena na tako veliko breme. To se ponavadi zgodi, kadar med sezono, ko pač se bremena povečujejo. To so ene poškodbe, ki se ponavadi, pri takih poškodbah se bolečine pojavijo predvsem, kadar so igralci v igri. Se pravi, oni ne čutijo bolečine med dnevom, ampak ne morejo pa normalno igrati. Ali pa recimo tudi ne čutijo bolečine med treningom, ampak potem v igri, kot se intenziteta stopnjuje, je bolečina vedno višja in zaradi tega morajo dol z igrišča. In to je ena stvar, ki je recimo zelo, tudi psihološko zelo obremenjujoča in tudi za zdravljenje je kar zelo trdovratna, oziroma pač se s takimi poškodbami ne radi ukvarjamo. No? Kako pa rešujete vi vnetja vezivnih tkiv? Kaj je stalna praksa pri vas? Torej, če govorimo o tendinopatijah, poznamo dva tipa. Ne? Tukaj so reaktivne in pa degenerativne. Zdaj, pri reaktivnih se najprej počiva in se pa potem tetivo postopoma obremeni. Pri degenerativnih pa je treba takoj začeti z vadbo in z pravilno vadbo. Zato je tudi tukaj zelo pomembno, da pač vemo, s čim imamo opravka, zdaj, kje je vzrok, in pa potem, da vemo točno, katere vaje je treba takrat dati. Da mogoče tudi igralca umaknemo takrat iz igrišča, oziroma da mu prilagodimo trening. Pa pride do tega samo zaradi tega, ker je napor visok, ali zaradi tega, ker se je mišica skrajšala, ali je problem lahko zaradi tega, ker igralci prehajajo iz tekaške obutve, kjer je peta precej višja v kopačke. Kaj vse je lahko vzrok za take poškodbe? Ja, nasploh je v nogometu največkrat vzrok za poškodbe neka sprememba. Ali je to sprememba obutve, ali je to sprememba površine, ali je sprememba obremenitve, povečan volumen treninga, premehna mišična masa. Tako da ja, tukaj je več vzrokov. No. Kaj imaš pa ti največ izkušenj, da je problem predvsem to, ko si v štartu rekla, ko se menjujejo obutve? Jaz osebno imam največ izkušenj z menjavo podlage. Takrat, ali pa recimo zelo na koncu tekmovalnega obdobja, ko se bližamo zadnjim parim tekmam, takrat se pojavljajo poškodbe tetiv. Torej, menjava podlage misliš iz umetne na naravno in obratno, ne? Tako. Kaj pa takrat, ko je rečemo dolgo sušno obdobje, pa pride deževno, takrat se zadeva zelo podobno pokaže? Ja, takrat je podobno. Recimo jaz opažam tudi veliko, imamo takih poškodb med pripravami, ko prehajamo na druga igrišča ali pa gremo v drugo okolje, recimo v bolj sušno, tako kot si rekel, ali pa bolj mehko igrišče. In kaj so tipične poškodbe, ko gremo iz trdega v mehko podlago? Tipične poškodbe so recimo tendinopatije ahilove tetive, tendinopatije kolena, potem so tudi preobremenitvene poškodbe adductornih mišic, to so prepone, po domače, če rečem. Teh stvari je med menjavo največ. No, kot to sem jaz opazil, da vsakič, ko smo bili po nekem sušnem obdobju ali pa ko smo šli z umetne trave na neko razmočeno igrišče, najbolj me je bilo vedno strah, se pravi primikalk pa zadnje stegenske. Tako zdrsne noga, ko hiter se podaljša korak, takrat zelo hiter. Obratno se mi je pa kazalo iz mehkega na trdo, da so pa bolj ta vnetna stanja prehajala. Se pravi, vnetna stanja, vezivnega tkiva ali pa hrustanca v kolenih, kaj je itak struktura tkiva zelo podobna, ali pa kaj drugega. Dostikrat se je pa pojavljalo tudi veliko bolečin v hrbtu, takrat iz mehkega na trdo, potem bolečine v ledvenem delu, tako so se mišice kar skrčile za par dni. Nace? Ja, meni je najbolj tukaj, kar smo zdaj omenili, te adduktorji oziroma primikalke, prepone, tako se je včasih reklo, ne vem zakaj sicer, ampak se mi zdi, da so taka res
zahtevna mišična skupina, sploh pri nogometu, ker je šport, kjer je veliko sprememb smeri, plus da so zelo močno vključene pri udarcih, pri podajah in so tu zelo obremenjene. In se je recimo tudi zdaj videlo med samo pauzo, ko smo pač zaradi epidemije mogli prek Zooma dosti trenirati, da enostavno niso imeli igralci dovolj ponovitev udarjanja po žogi. In ko so prišli nazaj, je bil ta del pač problematičen, ker smo pa kar naenkrat, če nisi bil pozoren, si šel delati normalne treninge in so oni naenkrat iz nič v 4 mesecih imeli po 100-200 udarcev na trening in to je, pač si mogoče sploh ne znamo predstavljati, kakšna obremenitev za mišice. Plus, da so aduktorne mišice hkrati in stabilizatorji in glavne premikalne mišice, pa da delajo en kup funkcij v bistvu v različnih položajih, kolena in kolka, predvsem kolkano, delajo v bistvu si lahko tudi nasprotujoča gibanja. Tako da tu je cel šmorn, kar verjetno, Eva, imaš izkušnje s tem. Ja, tako kot si rekel, to je ta prehod, se pravi iz preveč treninga, preveč na hiter, se pravi, prevelik volumen treninga, prevelik volumen nekih gibov, ki jih niso vajeni. Zato tudi veliko poškodb opažam verjetno na pripravah, zaradi tega, ker pač je še vseeno neka pauza bila vmes in se potem te poškodbe pojavljajo. Zdaj pa, tako je bila ta epidemija, pa sem sploh opazila ogromno poškodb, sploh pri mlajših selekcijah, ki niso tako veliko. Se je pri vas tudi zelo povečalo količina poškodb v tem obdobju, zdaj po tej dolgi pauzi naši? Jaz mislim, da mogoče takrat po pauzi so bile ene stvari, ampak predvsem pa sem opažala poškodbe potem, ker je bil tak velik, ne volumen treningov, ampak ogromen tekem. Se pravi, tekme so si sledile sreda, sobota in je bilo konstantno. Tu je treba poudariti, koliko velika intenzivnost je tekma v bistvu, veliko večja kot pa nek trening. Zdaj, trening je zgolj neko hranjenje oziroma neko, pač pa na treningu se fantje učijo nekih stvari, pač delajo nekaj za splošno kondicijo in pa pač delajo neke tehnično stvari. Medtem ko tekma je pa dejansko teh 90 minut konstantno, glava in telo. In to je ogromno obremenitev ne samo za telo, ampak tudi za možgane. In tudi možgani rabijo počitek. A imate vi, preden Igor spusti vprašanje? Imam še 3 druga vprašanja. A imate kakšne metode oziroma načine spremljanja obremenitev kroničnih pa teh akutnih, ravno zaradi tega, da veste, kdaj se približujete mogoče nekim kritičnim točkam pri posameznih igralcih? Ja, mi spremljamo obremenitev z tem GPS sistemom. In tudi preko tega sistema opažamo, imamo neke, glede na to, koliko časa igralci igrajo pri nas, imamo neke referenčne vrednosti in pa tudi vrednosti iz treninga v trening in iz tedna v teden spremljamo. Mislim, to je v bistvu bolj naloga kondicijskega trenerja, ampak še vseeno se z tega da ven videti. Ti sodeluješ s tem kondicijskim trenerjem, kar se tiče obremenitev? Ne toliko. Ker v eni od Se pravi, tej naši prvi oddaji, ko smo gostili Dušana Kosiča, je rekel, da v Celju so imeli tako 2,5-kratno vrednost nekje pričakovanega količinskega teka za vikend. So poskušali narediti čez teden. To pomeni, če mi računamo 10 km, so oni čez teden naredili nekje 25 km. Zdaj, če pa izhajaš iz tega, da imaš pa ti sreda, sobota tekmo, pa samo regeneracijo vmes, ti nič ne filaš, ne polniš energije in ne pripravljaš telo, da bo lahko se obnovilo pa ponovno regeneriralo, ker se je zelo podobno se je pač pojavljalo tudi pri nama, da smo imeli prvo netipične poškodbe in količinsko precej več, kot smo jih navajeni vsi skupaj, kar je isto rekel pač Oražem v prejšnji oddaji, da so imeli en kup poškodb. Na kak način pa ti v bistvu skrbiš za preventivo, ali skrbiš ti za to, ali skrbi kondicijski trener, ali imate to nekje skupen dogovor? Za preventivo kot vadbo skrbi kondicijski trener, ampak moram reči, da zelo dobro sodelujeva iz tega vidika, da če jaz opazim neke poškodbe, se pravi recimo, ali so to adduktorne mišice, ali so to fleksori kolena,
recimo, če opazim, da se dostakrat ponavljajo, se pač pogovoriva in ga prosim, da vključi več preventive za te skupine. In moram reči, da imamo do zdaj, kar se tiče tega, zelo dobre rezultate. Imamo tudi zelo malo mišičnih poškodb, kar jaz lahko pripišem našemu kondicijskemu trenerju, ki res skrbi za to, da so fantje kondicijsko dobro pripravljeni. No. Na kak način pa delate sam preverjanje ali screening igralcev, kje imajo primanjkljaj in kje bi bilo potrebno v bistvu dodajati? Ali gibljivost, ali moč, ali mobilnost, ali kakorkoli gledano? Zdaj, samega screeninga gibljivosti ali pa, tako kot si rekel, moči ne delamo, ampak opažamo, recimo, ko dobimo nove igralce, kje so njihovi primanjkljaji in potem oni na podlagi nekih vaj, ki jih mi izvajamo, oziroma nekih programov vadbe, potem oni to nadomestijo. Če sem to zdaj povedala, kaj. Vi v klubu rečemo ne uporabljate kakih metod, kot je FMS ali pa kaj podobnega? Ne, zaenkrat se še nismo odločili, da bi to uporabljali, ampak da bomo kmalu prišli do te... Jaz zelo na hitro bi pač povedal, mene je fasciniral ta FMS iz vidika, na kak zelo preprost način testiraš igralca, ugotavljaš predvsem njegovo mobilnost, se pravi razmerje moči in kontrole giba. V teh 7 testih, Gray Cook je avtor knjige Movement, ki je tudi mene dosti navdušila potem in prepričala, zakaj so te stvari dobre. Me je pa fasciniralo, rečemo, samo en podatek, da, ko smo se ravno prej o gležnju z Vitem pogovarjali, ne, da igralec, ki si zvije gležen po enem tednu rehabilitacije, sicer gležen je pripravljen ali po 10 dneh za ponovno vadbo, ampak so ugotovili, da nasprotna glutealna mišica, se pravi ritna mišica, ne, zamuja v procesu vključevanja motoričnega programa. Se pravi, kako bi se ne mišice vključevale za to, da izvajajo ponovno v kinetično verigo, program. Ja, v kinetični verigi, hvala nace. Zamuja praktično za 1/10 že. Kar pa pomeni, da če ne bomo obnovili motoričnega programa, prehajamo ponovno proti poškodbi. Mene osebno me samo ta zadeva prepričala, sprašujem pa tudi zaradi tega, ker smo zelo velikokrat imeli na teh trenerskih seminarjih predstavljen FMS ali na nek način ponujen, da bi lahko trenerji zelo hitro ga pobrali. Mi ga, če je le možno, izvajamo na začetku sezone, ravno zaradi tega, da skozi njega poskušamo preprečiti določene stvari ali pa zelo hitro ugotovimo, kje imajo igralci v sami verigi pač težave. Povej mi pa, kako ti opažaš, kje pa razlike potem med mlajšimi kategorijami poškodbe, ki jih imate, verjetno ti se večinoma ukvarjaš potem kadeti, mladinci, U15, upam, da nimajo veliko poškodb, tam mali skoraj ne bi smeli imeti, ne, so ponovadi tisti kaki zaleteni zlomi ali pa nerodnosti v času rasti, ne, ampak pri kadetih pa mladincih, ko so pa treningi že zelo resni, pa zelo naporni, in tudi vi imate en tak mladinski ustroj, ki je že skoraj polprofesionalen. Koliko so primerljive te poškodbe v kadetih pa mladincih napram članskim kategorijam? Torej, kar se tiče teh preobremenitvenih poškodb, se mi zdi, da se že kar nekako bližajo članski ekipi. Ne? Se pravi, tudi treningi mlajših selekcij so že zelo naporni, ne? In se lahko tudi pojavljajo ta stanja, predvsem zaradi podlage, ki jo imajo, ne trenirajo na naravni podlagi. Je pa res, da je pri mlajših selekcijah veliko več poškodb, ki so posledica kontakta, ne? Veliko več zvinov, veliko več pretresov možganov, zlomov, tega pri članih recimo opažam je zelo malo. So pa ponavadi tiste poškodbe, ki so pri članih ponavadi veliko hujše, ne? Se pravi, so veliko večje sile, veliko večje ročice in zaradi tega imajo tudi oni hujše poškodbe iz tega vidika. Kaj pa znotraj članske ekipe razlike med recimo mlajšimi igralci, ki šele prihajajo, in pa unimi starejšimi?
tu se kar razlikuje načeloma, predvsem verjetno v tem, na kak interval imaš koga na mizi. Ja, jaz mislim, da je tukaj predvsem razlog pač sposobnost regeneracije. Mlajši igralci imajo veliko večjo sposobnost regeneracije, se po napornih treningih veliko hitreje regenerirajo, lahko več trenirajo. Medtem ko pri starejših igralcih se to zelo pozna. Je pa res, da so te, kot sem rekla, preobremenitvene poškodbe pri starejših igralcih veliko bolj pogoste. Tudi bolečine v križu so z leti, to je tudi pri splošni populaciji, ampak pri nogometaših pa tudi zelo. Ta bolečina v križu je kar trdovratna pri starejših igralcih. Mi zdi, da je ravno to en od problemov, ker pač ima mlajši igralec tako dobro sposobnost regeneracije, da se ne zaveda dobro v tistem obdobju, koliko je pomembna ali neka preventiva ali nek zdrav način življenja, kar bi mu omogočilo, če bi že takrat, če ga usmerjamo v nek kvaliteten počitek pa regeneracijo, si bo lahko zelo olajšal z vidika poškodb tudi nadaljnjo kariero. Ponavadi ti igralci začnejo šele tam po 25, 26, pa začnejo konkretno razmišljati o tem, kaj bi jaz lahko naredil, da bi bil manj poškodovan, da bi bil manj razbolel, ko je v bistvu že malo, mislim, ni pozno, ampak bi lahko že prej veliko naredili. Ja, jaz pri mlajših generacijah opažam predvsem to pomanjkanje spanja. Zdaj, to je verjetno velik razlog za to, so socialna omrežja, telefoni, televizije, Xboxi in tako naprej, ki velikokrat pride igralec mlajši, pa mi reče, jaz sem šel šele ob 2 spat, medtem ko vsi starejši igralci imajo točno uro spanja, zbujanja, tudi počitkov tekom dneva. Mlajši igralci pa pač teh stvari še mogoče ne zavedajo in dajo tazga pomena in tudi prihajajo na treninge utrujeni. Kar je že, mislim, to, kar sem rekla, vsaka sprememba vpliva na poškodbe. In to je, jaz mislim, da ena izmed stvari, na katere dajemo čist premalo poudarka. To je 90% regeneracije je v spanju pa v prehrani, šele 10% so pa v bistvu vse ostale modalitete, ki jih lahko pridodamo. In igralci ponovadi prvo posežejo ali po masažah ali po ledenih kopeljih, po ne vem čem, po kremicah in teh zadevah, kot če bi se sam naspal pa dobro najedel, bi naredil v bistvu glavnino dela, ampak jim je to tako težko. Jaz sem pa videl recimo pri svoji praksi, da so tudi starejši igralci imeli težave s spanjem, ampak v glavnem po tekmah, da se zelo težko umirijo igralci. Če je neka večerna tekma, so lahko bedeli tudi do 4-5, sploh če je bila čustveno naporna. In se mi zdi, da je, a delate mogoče vi kaj na kakih sprostitvenih zadevah, da jih malo naučite? Ja, tako kot si rekel, starejši igralci imajo zelo težave z spanjem po tekmah, to je pač verjetno zaradi tega adrenalina, tako da z njimi se tudi da veliko več pogovoriti in jih tudi marsikatero stvar naučiti. Mlajši igralci pač te stvari še mogoče ne sprocesirajo na tak način. Je pa od vsakega posameznega igralca odvisen, koliko je kaj poslušen za te, ne bi rekla alternativne metode, ampak pač metode, ki so stare že tisoče let, ampak se pravi, to, kar si sam rekel, igralci imajo reči takaj, da se svet, da jim boli. Kaj pa ti uporabljaš, kaj jim predlagaš? Katere metode za sproščanje ti konkretno predlagaš? Torej, jaz prisegam na ta tehnološki sončni zahod, se pravi, da oni izklopijo vse elektronske naprave, preden grejo spat, vsaj 90 minut. Dihalne vaje, se pravi, da se znajo pomiriti, začnejo dihati, trebušno dihati, to je najbolj za aktivacijo parasimpatika, da se v bistvu tudi živčevje, ki je odgovorno za prebavo, za umiritev, za spanje, aktivira. To je ena izmed tehnik, ki je zelo učinkovita in tudi tisti igralci, ki so poslušni, jo tudi znajo izvajati. To lovljenje v bistvu ravnovesja med, tako si rekla, parasimpatikusom, ki deluje v bistvu v mirovanju, v regeneraciji, in pa med simpatičnim živčnim sistemom, ki pa je v času vzburjenja in akcije in tekme. V bistvu to lovljenje ravnovesja je zahtevno, zaradi tega, ker mislim, zahtevno je mogoče čist iz današnjega vidika, zaradi tega, ker je okolje toliko polno dražljajev in vsega. In tako si rekla, mladi igralci so v bistvu ves čas bombardirani z različnih strani, z raznoraznimi dražljaji in se težko se umirimo, vsi se težko umirimo. Zdaj pa, če imaš ti stres, ki je pa še nek športni oziroma fizični napor zraven, je
se to potencira. Ljudje morajo razumeti, da v bistvu stres je stres. Ni važno, ali je fizični ali psihični. Vsak ima določeno raven stresa, ki jo lahko prenese v nekem krajšem oziroma v daljšem obdobju. In če gremo preko tega, bomo pač bolj podvrženi poškodbam, boleznim ali pa da nas telo zaustavi na nek način. In ni to važno, če boš ti pač imel bolj stresno okolje doma, boš lahko zaradi tega toliko manj stresa sprocesiral na treningu. To bi mogli razumeti, se mi zdi, športniki, zaradi tega, da si uredijo svoje okolje privatno, da je podrejeno temu, da bojo oni lahko uspešni v bistvu tam, kjer delajo, če hočejo biti dobri. Ja, s tem, da ne smemo pozabiti tega, da trener bo vedno želel imeti, se pravi, budnega igralca, da bo aktiviran, da bo maksimalen. Jaz se spomnim tudi, ko sta predavala Milanović pa Jukić, ko so pač kot kondicijska trenerja hrvaške nogometne reprezentance, da so jih poskušali po tekmi sicer čim bolj umiriti, ampak hkrati so pa skrbeli za to, da pa je Sympathicus vseeno bil vsaj malo zbojen tudi v času, ko so regenerirali, ker so se tekme tako hitro sledile. In je ta umetnost, koliko ga uspavati, pa koliko ga umiriti, pa koliko ga zbuditi, ali pa imeti budnega, da bo pripravljen, da bo lahko reagiral, da bo agresiven, je potem kar malo umetnosti zravno. Ja, se da najde v bistvu telo samo to ravnovesje, ravno prave vzburjenosti pa sproščenosti je na nek način najboljš na ta način, da izmenjuješ vzraženost pa umiranje, pa vzraženost pa umiranje. O tem sta ona dva govorila, in se potem počasi skalibrira cel sistem. Eva, koliko imate vi urejen sistem dnevni, se pravi, vi se zjutraj dobivate že na klubu? Imate skupen zajtrk vi v klubu? Ne, mi trenutno nimamo, stremimo k tem, da bi to v kratkem uredili. Zdaj je že kar nekaj klubov v Sloveniji, ki pa prakticira to, ne? Ja, tako kot si rekel, tudi želimo si urediti ta ritem, zato ker vemo, da tudi naravni ritem telesa je tako, da je takrat med 10. uro zjutraj pa nekje do 12. ure, takrat je aktivacija simpatika oziroma budnost največja. Takrat tudi naj bi se treningi izvajali, za športni performance pa naj bila najboljše te večerne ure. Tako da takrat so tekme, treningi pa naj bi mi lovili to jutranje okno, kot sem rekla. Zato bi mi tudi radi, da bi takrat igralci spočiti pa pripravljeni. Imate kosila skupaj? Kosila imamo samo pred tekmami. Samo pred tekmami, ok. Kako pa poskrbite vi potem po tekmi za regeneracijo? Predvidevam, da si ti v sodelovanju z zdravnikom, kar se tiče prehrane, koliko česa se bo pojedlo, spilo in tako naprej. Ja, zdaj takoj po tekmi fantje dobijo pač nek obrok, zdaj to je ponavadi nek tak visoko ogljikov hidratni, zato ker oni pač delajo... Pica! Tako da oni ponavadi dobijo pico in to je tak za njih najboljš. Pa tudi za telo, sej ogljikovi hidrati so tisti, ki jih nogometaši največ porabijo, tako da je to potem eno nadomeščanje. Za hrano pa igralci skrbijo sami, dajemo jim neke usmeritve, neka navodila, ampak je pa potem na njih, da sami skrbijo za to. A pa ostale tako zadeve, tako, ko je Nace že omenil, ledene kopeli, kriokomore, hiperbarične komore, nogavice, kompresijske in vse ostalo. Kako imate to urejeno pri vas? Pri nas imajo fantje na možnost, predvsem na domačih tekmah, kopel. Po tekmi, potem tudi po treningih, če si to želijo, če izrazijo to željo. Potem pa imamo presoterapijo, to je v bistvu limfna drenaža, strojna limfna drenaža. Imate te hlače? Ja, so kompresijske hlače. Ja. Potem imajo možnost masažo, pa tudi mi jim nudimo tele regeneracijske napitke, to imajo pa na voljo pred treningi, med tekmami, kadarkoli si pač to želijo, imajo to na voljo. Kaj bi še dodala od tega, kar imate zdaj? Vi imate zaenkrat pač ledene kopeli, predvidevam, da se strinjaš z njimi, ker nekateri se s temi krio zadevami malce borijo, pa niso najbolj navdušeni nad njimi. Govorimo iz dolgega roka, kaj pomeni za telo ta izkušnja hitrih sprememb temperaturnih na celični ravni. A imaš še kako željo,
tako, se pravi, imate bazene, imate napitke, imate kompresijske hlače, se pravi, je še kaj drugega tajega, kar bi ti želela imeti v klubu, zato da bi igralci še hitreje se lahko regenerirali? Jaz, tako kot si rekel, jaz si mogoče želim te obroke, da bi imeli mi tudi majčken vpliva na to, kaj igralci tisti dan po tekmi zaužijejo. Potem pa mogoče kakšen hitop, da bi bil na možnost za vse igralce. Ker mi sicer hitop imamo, ampak enostavno... Hitop je? Razložiš malo, prosim. Hitop je v bistvu elektroterapija, ampak se izvaja tako, da se pač elektrode dajo na vse ude in pa zadnji na vrat in potem elektrika se repolarizira, depolarizira in to v bistvu potem celice se hitreje obnavljajo zaradi tega. Je pa to traja... To ne prihaja do nobenih krčenj mišičnega tkiva? Ne, tukaj ni. Tukaj igralci čutijo tako nežno mravljinčenje, pa še to ne na vseh elektrodah, mogoče na rokah. Je pa tako, da to traja 1 uro, tako da bi mogli igralci dejansko imeti toliko naprav, koliko imamo igralcev, da bi to lahko izvajali. Super. Zdaj, če še mogoče malo pri tem stresu ostanemo. Zdaj, ko si rekla, da so bile strjene tekme, predvsem v tem delu, sreda, sobota, če bi se igrala še neka Evropa, je še tam dodaten stres zraven. Koliko ti mogoče vidiš tukaj tudi korelacije potem z pojavnostjo poškodb? Lahko direkt potegneš, da rečeš, ko imamo čist, ne samo fizično, ampak tudi psihološko, ko so pomembne tekme, pa se pozna to. Ja, definitivno se pozna, če je igralec spočit na tekmi, če je v bistvu ima to aktivacijo simpatika maksimalno, ampak kljub temu, da ima še vedno trezno glavo, da zna dobro razmišljati. Tako da jaz vidim tukaj zelo veliko pomembnost, ampak ker smo pa imeli toliko pogosto tekme, jaz mislim, da tisti igralci, ki so sposobni to narediti, verjetno ne igrajo v slovenski ligi, da lahko se tako dobro regenerirajo, da so na vseh tekmah 100% in maksimalno pripravljeni. Verjetno kakšne... Že imajo še kakšne druge tehnike, kaj drugega uporabljajo? Jaz sem zadnjič govorila z igralci, da bi zelo rada videla, to verjetno bom dočakala, film o Cristiano Ronaldu, ker mislim, da bo to en zelo zanimiv prispevek, da vidimo res, kaj je v ozadju teh velikih igralcev, kako se oni regenerirajo, kaj oni delajo za to, da so tako pripravljeni in na igrišču in izven njega. Nekaj malega je o tem Dominika Čonč tudi namignala, čist v bistvu z vidika psihološkega pristopa oziroma spreminjanja mentalnih vzorcev, pa to, ravno to sem te mislil vprašati, imaš kaj izkušenj mogoče z alternativnimi pristopi, je to zanimivo, se ti zdi doprinosno, mogoče celo kaj sodelujete, ker v tujini je vseeno to zdaj že kar neka pogosta praksa, da saj nek bioterapeut, bioenergetik recimo sodeluje v ekipi. Ja, jaz mislim, da je to prihodnost športa, da se bo v šport vključevalo vse več različnih znanstvenikov iz različnih področji, tako alternativnih kot nealternativnih, in da se tudi na igralcih dela na njihovi psihiji, se pravi, da se njih tudi psihično pripravi in z vidika sproščanja in z vidika priprave, psihološke priprave na tekmo in tako naprej. Zdaj, mi klubskega psihologa imamo, kar se meni zdi zelo velik plus, ampak še vseeno se mi zdi, da mogoče igralci oziroma generacija še ni pripravljena na nekaj tazga. Da mogoče se bo treba da bo treba še narediti kakšen korak naprej v to smer, da bodo tudi igralci pripravljeni to so sprejeti. Skote reči, zdaj vprašanje spusti. Čas je. Gosti bo lažje ugibati zdaj zaradi tega. Aha, okay. Zdravo, Eva. Zanima me, kaj naredi fizioterapeut takrat, ko športnik na mizi evidentno razlaga o psiholoških težavah, ovirah, bremzah, ki jih ima v glavi in pravzaprav na nek način želi pomoč v zvezi s tem. Verjamem, da s to fizioterapeutom zelo velikokrat dogaja, ko se sprostijo na mizi, da še marsikaj iz glave pride. Kaj fizioterapeut takrat naredi?
Najprej mu definitivno dam možnost, da mi pove vse, kar ga teži, pač da ga ne prekinjam ali pa da ne začnem z nekim humorjem ali pa ne, pač da ga probam poslušati. Potem pa mu probam dati kakšen nasvet, včasih tudi kakšno konstruktivno kritiko, pač ga malo potolažiti. Velikokrat pa se pač pogovarjamo o tem, kako tudi stvari rešiti, me vprašajo za kakšen nasvet, mogoče tudi ženski pogled, jaz sem še vse en ženska v moškem klubu. To je lahko doprinos, ja. Ja, mogoče tudi, če imajo kakšne spore, mogoče ali s puncami ali tako naprej, imam mogoče nek pogled, ki ga oni nimajo in probam mogoče tudi z te strani kaj olajšati ali pa jim dati mogoče kakšno usmeritev, kaj naprej. Je pa zelo velikokrat se zgodi. Nepristransko. Nepristransko, ja. Skušam pa poslušati, pa predvsem jim pomagati, ne jim zdaj spreminjati teme ali pa ne vem, se nekaj hecati. Pač takrat se probamo o tem pogovoriti, pa tudi probati mogoče stvari rešiti, če se dajo, če ne, pa se tudi mogoče lahko pogovorijo z kakšnim drugim strokovnjakom ali pa imamo tudi... Se ti je zgodilo kdaj, da se ti je zdelo, da bi kdo rabil drugega strokovnjaka? Se ti si rekla, da vi imate psihologa dejansko, ne? Ja, mi imamo psihologa. Ja, enkrat ali pa dvakrat se mi je zgodilo, ker so bile res hude poškodbe, ne? Se pravi, križne vezi, to je res taka stvar, ker res ne veš, kaj bi naredil. Ne veš, kaj bi rekel, želiš si mogoče malo olajšati situacijo, ampak ne, to je neka zelo huda stiska, ne? Takrat se mi zdi, da mogoče terapevti nismo glih usposobljeni, da bi se soočali s takimi situacijami, ne? Zato, ker še vseeno mi smo terapevti, mi smo dejansko psihoterapevti, ker takrat mislim, da igralec rabi nekoga, da mu pokaže, ne, tiste neko usmeritev za naprej. Mislim, moramo razumeti, da recimo fizioterapevtska soba je v vsakem klubu v bistvu neka ta zaupna soba, kjer se ne izvaja samo fizične terapije, manualne terapije, ampak se igralci lahko sprostijo tam in v večini primerov tudi se in pridejo marsikere zgodbe ven. V bistvu je fizioterapeut eden najbolj obveščenih delavcev v klubu, kar se tiče stanja ekipe. In to, kar si pa rekla zdaj, da se pojavljajo v bistvu te resne stiske, je pa problem na ravni celega našega v bistvu ustroja, da enostavno nimamo delavcev, ki bi sodelovali s klubi, profesionalcev, ki bi se znali bolj s tem spopasti. In pol smo mi prepuščeni. Tudi jaz kot kondicijski trener sem dosti v osebni navezavi z igralci. Pač probaš pol iz svojega življenja nekaj pomagati, izpeljati, ampak normalno, če ima nekdo velike stiske, to pač ni dovolj in je včasih kar ne veš, kam bi ga napotil. Vidva sta dostkrat v bistvu z igralci v situaciji 1-1, ko trener se zelo redko ali si najde čas ali pa redko vzame čas. Ne? In tudi trenerji dostkrat pazimo na to, da nismo z določenimi igralci prevečkrat v 1-1, ker reč pomeni, da si ga tudi tega izločil iz krdela ven. Ne? Torej si ga nekje označil, da je tvoj ljubljenec ali ne vem, kakorkoli pa že. Ne? Tako da vidva sta dostkrat izpostavljena na temu, da prvo igralec ima čas in drugo igralec je v situaciji 1-1, kjer se mu je lažje tudi zaupati. Ne. Jaz sem imel, moram reči, že tudi kako težavo, kdaj, da sem poslušal očitke, da sem si preblizu z igralci, ampak jaz vidim to kot del svojega dela. Zdaj vprašanje je pol naprej, kaj boš ti s temi informacijami, ki jih dobiš, naredil. In tukaj se pojavlja en konflikt, zelo hitro lahko, čist etično gledano ali pa kakorkoli, ker si ti povezava, ali ti, Eva, kot fizioterapeutka ali jaz kot recimo kondicijski trener, ki imaš neke informacije, ki lahko vplivajo, ali pa bi bilo dobro, da jih izve tudi recimo glavni trener, a so hkrati zaupne narave, če te gledaš, ker čist intimna zadeva nekega igralca in tu je tak spolzek teren, bom rekel, kako manevrirati med temi težavami in izzivi. Ja, jaz mislim, da dober terapevt ni samo dober terapevt v teh stvarih, ki jih počne, ampak tudi v komunikaciji med
točno, kot si rekel, ne, med trenerskim štabom in pa med igralci. Zdaj, igralci imajo pač pravico, da ti povejo stvari, in imajo tudi pravico, da je tudi njihova pravica in moja dolžnost, da te stvari obdržim za sebe. Je pa tudi moja dolžnost, da neke stvari mogoče malo lepše zapakiram, pa jih predstavim strokovnemu štabu ali pa pač glavnemu trenerju oziroma tistemu, kateremu mislim, da bi to mogli nekako najti neko pot do te osebe. Je pa zelo velikrat tako, da ne veš, razmišljaš sam pri sebi, a je to nekaj, kar je prav, da povem naprej, ali je prav, da zadržim za sebe. Je pa zelo velikrat tako, da jaz mislim, da pač stvari moramo obdržati za sebe. Ko se pa tiče, da je ta stvar, če sem jaz tiho, da je zaradi tega igralec v slabšem položaju, takrat pa pač jaz te stvari nekako zapakiram, pa jih pač pošljem ta pravemu naslovniku. Se pravi, se probam etično odločiti glede na to, kaj za igralca najboljš. Zdaj ne govorim o nekih osebnih stvarih, ampak govorim o tem, če se recimo igralec čuti neke bolečine, pa zaradi tega, ker pride do mene, pa mi reče, ne povedati trenerju, ne. Jaz mislim, da ni prav, da ga trener da v igro, če jaz vem, da bo to za njega slabše, ne? Da bo on zaradi tega bolj poškodovan ali pa da bo pač na dolgi rok to za njega slabše. Se pravi, probam te stvari nekako zapakirati. Sam poti naslednjič igralec ne pride več povedati, da ga kaj boli. Ne, ker se tudi... To je tisto, kar je izziv, ne? To je tisti izziv, kako pa zadevo zapeljati. Čuj, a se ti kaj sanja, kdo bi ti postavil lahko vprašanje, iz kakega poklica izhaja? Ja, verjetno je psiholog, ne? Verjetno je psiholog, ja. To naš naslednji gost bo Aleš Ivičič, športni psiholog. Štartal je v klubski sceni pri košarkarskem klubu Olimpija, drugače pa kot športni psiholog deloval tudi dosti v individualnih športnikih, tako da ima svoje športnike. Je imel na olimpijskih igrah od leta 2008 pa do zadnjih. Deloval je tudi v nogometnih sredinah, tako da bo zelo zanimiv gost, ker je 25 let že deluje. Začel je verjetno bo tudi ta del zgodbe z gospodom Sagadinom, ki ga je upeljal v bistvu v ta del dela v športu noter. Nas bo pa zelo zanimalo, glede na to, da je zelo malo športnih psihologov, ki delajo z ekipami v Sloveniji, kako v bistvu to zgleda. No? Tako da najavljamo že zdaj naslednjega gosta, tako kot vsako oddajo. Nace, sem kaj pozabil? Ne, mi smo imeli že eno zelo zanimivo debato, že skoraj enourno. Preden bomo snemali vedno, ne, ker tudi postavljamo v tem času potem vprašanja za naslednje goste. Ti si omenila pač, da imate tudi psihologa, ampak verjetno ta vaš psiholog ni profesionalno zaposlen v klubu. Ne. Kdaj ga vi uporabljate? Ali pa kolikokrat ga uporabljate? Ali pa kdaj je tisto, kar je najbolj primerno? Ali je to sploh vprašanje zate v tem momentu, če sploh veš, kako zadeva deluje? Mi psihologa ponavadi, oziroma igralca napotimo k psihologu, ko vidimo, da ima on težave z razumevanjem. Kadar vidimo, da težava ni zaradi neke pač tehnike, ampak je težava zaradi nekih, da je globja težava. Velike tuje literature bereš, in pol je včasih težko slovensko besedo zbrati. Ja, fizioterapija je samo tuja, se slovenske načini. No, se ja, poznam ta problem. Kako govorim zdaj? Tako da ja, mi dajemo, igralci grejo k psihologu takrat, kadar rabijo pomoč psihologa, kadar dejansko trenerski štab ali pa kdorkoli drug ne vidi druge rešitve. In mislim, da imamo zelo dober uspeh z psihologom. Tudi igralci sami povejo, da jim je to zelo velika pomoč in nekateri imajo zelo dobre rezultate. Deluje pa samo na individualni ravni, skupinsko ne dela z ekipo. Ne, samo na individualni.
In tudi v bistvu to ne opravljate znotraj kluba, ampak pošiljate igralce do njega. Ne, pri nas je psiholog prihaja na klub takrat, kadar ga igralci rabijo, oziroma takrat, kadar imajo pač z njim individualne seanse. Pa se ga kaj direktno vključuje tudi pri tem, ko glede na to, da vi imate zelo pestro igralsko strukturo od zelo mladih, perspektivnih, ki vem, da se pri vas tudi poskuša iztržiti jih, tako kot smo zdaj intervjuer Mateja Oražma, pa jim je vedno strategija tudi prodaja zaradi tega, da načeloma obstojijo finančno v okvirih, v katerih so, pa potem kar nekaj starejših igralcev izkušenih imate. Imate tako, da je kdaj tudi naravnano, da se z določenim mladim igralcem več ukvarja ravno zaradi tega, da se ga pripravlja na večje obremenitve, večji profesionalizem, višji nivo delovanja, ga se tako tudi vključuje? Ja, predvsem dela psiholog z mlajšimi igralci, s temi, ki se, tako kot si rekel, ki se vključujejo v ekipo, ki mogoče nimajo še teh načinov razmišljanja, se predvsem dela na tem individualnem nivoju. Za več informacij bi mogli našega psihologa vprašati, ker jaz podrobnosti ne vem, niti ne sprašujem, ker tudi zaupnost med psihologom in igralcem je velika, tudi igralci o tem ponavadi ne radi govorijo. Se ti zdi, kdaj je tvoj poklic toliko stresen, da bi tudi ti potrebovala kdaj koga za pogovor, da se umiriš? Ne. Malo smo pomislili, ampak ne. A si pomislila zdaj na čas priprav, ko ste pa res, sploh kadar se gre drugam, v drug kraj. Jaz vem, da takrat ste pa fizioterapeuti res, svaka vam častno. To ste po konci dneve in noči, pa sam imate igralce na mizi non-stop. To pa res. Takrat se pa nadelate za celo sezono, če nimate drugače. Namen, da imamo psihologa v oddaji, je ravno to, da poskušamo tudi, tako kot poskušamo s tabo razbijati neke mite ali pa poglede, da fizioterapeuti, da ste samo tisti, ki skačete, bandažirate, masirate in to je to, da v bistvu je veliko, veliko več znanja pri vas in da tudi psihologi niso samo za tiste, ki so se sesuli do te mere, da so klinični primeri in potrebujejo psihiatre, ker imamo včasih vseeno še občutek, da ne ločimo povsem, kdo je psihiater, pa kdo je psiholog in da s psihologom delovanje ni nič narobe in da je velikokrat samo ena velika, velika pomoč pri odločitvah, pri stresnih situacijah ali pa tudi včasih samo zato, da si nekdo lažje uravna življenje ali pa pot, da mu je lažja po tisti, ki se je odločil, da bo hodil. Se pravi, ni nam kaj drugega in tudi vprašanje ni bilo provokativno v smislu, če ga potrebuješ. Jaz mislim, da bi ga vsi vsake toliko časa potrebovali, kako seanso, da nas prvo umirijo, da nas malo usmerijo, predvsem pa, da nam umirijo misli pa prioritete v življenju, kakšne so, ker smo prevečkrat zbombardirani o pomembnostih stvari, ki zelo hitro lahko ugotovimo, da mogoče pa niso toliko pomembne, kot si jih zadajamo. Zato tudi mama v tej najni špici, da nogomet je res veliko več, kot sam zmaga in poraz in da tisti, ki delamo ali pa tisti, ki igrajo, se pravi, načeloma vsi, ki delamo na igrišču ali pa ob igrišču, občutimo to precej drugače kot nekdo, ki je na tribuni. To pač vem tudi iz izkušenj, kako sem se pogovarjal z svojimi starši, že s tem, ko sem šel na fakulteto za šport. Zdaj pa, ko sem enkrat kot trener, pa ko delujem takole v klubih, ali ko sem včasih tudi v reprezentancah, pa ugotavljaš potem vsi ti poklici, ki so zraven, ali pa vsi ljudje, ki delajo zraven tima,
koliko pripomorejo na eni strani za to, da je igra boljša, pa bolj zanimiva, ampak na drugi strani, kako veliko znanja premorejo, pa mogoče ljudje niti ne vemo, kaj vse počnemo. No. A ne, Nace, kondicijski. Mogoče, glih to, kar si rekel, ne? Jaz mislim, da ljudje mogoče vidijo samo to sliko nogometne tekme ali pa mogoče tudi, kdaj vidijo kakšen trening, ne vejo pa, koliko dejansko ljudi stoji v zadje, ne. Pač ljudje ne vidijo fizioterapeuta, ki dela. Vidi sam, tudi meni marsikdaj kdo reče, jaz se ti tako samo masiraš, pa tam šprejčko malo špricaš, ne. Kaj pa je to kaj težkega? Čudežna vodica. Ja, kaj pa je to kaj težkega, ne. Ampak dejansko, če ti ne vidiš, kaj človek dela, se ne moš vedeti, ne. Mislim, tudi, ko si rekel, in psiholog, in recimo jaz vidim ogromno tehnični vodja, ne. Pač to so ljudje, ki niso nikjer prikazani. Mene se dejansko mogoče vsaj kdaj omeni, ne. Recimo tehnični vodja ali pa recimo kdorkoli, ogromno enih ljudi v klubu, ki delajo stvari, brez katere tekma ne bi bila, ne. Ekonom, a ne, vsi, ko delamo v klubu, vemo, koliko je ekonom vreden. Pač to so ljudje, ki ogromno delajo, ampak pač se jih ne vidi in izgleda to, da to se samo stoji, ne. Ampak dejansko, da tako velik aparat delajo ogromno enih ljudi in ogromno enega znanja, tako kot si rekel. Tako da. Pa kdo je tebe navdušil, da bo šla v fizioterapijo? To je bil dejansko splet okoliščin. To ni bila moja prva želja, ampak moram reči, da sem se s prvim dnem, ko sem prišla na fizioterapijo na faksu, fizioterapijo zaljubila, predvsem v to, da lahko jaz sama s svojim rokam nič drugega ne rabim, pa svojo glavo, pa svojimi besedami nekoga pozdravim. Mene bo to čarovnija, no. In to mene najbolj navdušuje, no, da lahko jaz nekomu pomagam. Ne rabim za to ničesar, nobenega zdravila, nobene aparature. Jaz vedno tudi sprašujem, kdo so pa tvoji velikani, rečemo, bili v času študija, pa danes, ko si v praksi? Kdo so tvoji mentori, po kom se zgleduješ? Koga bi nam, rečemo, od ljudi, ki delujejo v Sloveniji v tvojem področju, predlagala, da ga še kdaj povabimo mogoče v našo oddajo? Zdaj, kar se tiče študija, jaz sem imela eno odlično mentorico, docent dr. Renato Vahnik. Ona je tudi delovala v športu, sicer v rokometu, ampak meni je bila ona zelo velik vzor tekom študija in tudi bila moja mentorica magistrske naloge. Tako da zelo velika oseba tudi v privatnem življenju, tako da ona je bila ena super oseba. Zdaj, kot pa delam, pa tudi, ko ratujem starejša, pa vidim, da občudujem svoje starše, ker to je tisto, kar si bolj si star, ne? Bolj veja stvari za nazaj in jih res vidim, da imam ogromno lastnosti po njih in upam, da jih bi imela lahko še več. Občudujem tudi našega glavnega trenerja, Dejana Grabiča. On je zame en velik vzor, pa super sodelavec. In tudi celoten trenerski štab, no, ne moram reči nobenega, ne moram vsega posebej poimenovati, ampak vsi. Nace, nekaj imaš za bregom te vidi. Ne, vrede, vse je okej. Ne, lepo je povedala. Pač, vsi se osredotočamo na res na strokovnjake iz našega področja, ponavadi, ko imajo pa vpliv ljudje, ko so nam veliko bliže, pa jih včasih kar spregledamo. Ta del mi je bil všeč, tako da super. Torej, ti si zdaj, ravno si rekla, da v bistvu zdaj, ko imate pauzo, si ravno bila na nekem izobraževanju, pa to, koliko ti spremljaš v bistvu pol, tako si rekla, slovenske literature ni, oziroma ne, se to vse dogaja v tujini. Koliko si na tekočem s temi stvarmi, koliko v bistvu čisto da vprašam praktično, ne vem, na koliko seminarjev se uspeš sploh udeležiti ob tem ritmu, ko ga imaš, pa koliko bi si želela še bolj spremljati mogoče stvari, pa se nadgrajevati svoje znanje? Torej, kako si rekel, ogromno je literature in pa enega znanja na spletu. Pač, jaz mislim, da smo mi ena generacija, ki se sploh ne zavedamo, koliko imamo dejansko na dlani, ne, v telefonu, celotni splet informacij, ki obstaja na svetu in dostop do tega. Tako da včasih kar težko umestiti
te stvari in te informacije, ne, je ogromno enih socialnih omrežij, fizioterapeuti so zdaj iz drugega konca sveta, kot da bi bil moj sosed, vem o njemu vse, kaj počne, kaj raziskuje. In je teh informacij res ogromno, tako da je treba kar včasih malo biti zelo kritičen. Ja, filtrirati in biti zelo kritičen. Imam to srečo, da sem študirala na fakulteti, ki je zelo poudarjala to iskanje zanesljivih informacij, tako da imam to znanje, se pravi sfiltrirati, kar vidim, da mi tudi dostkrat zelo prav pride. Kar se pa tiče izobraževanj, pa je vedno pač bi lahko bilo več časa, bi lahko bilo več denarja, ampak se trudim, da se udeležujem čim več izobraževanj iz stroke, se pravi ne nekih kvazi metod, ki naj bi bile učinkovite, ne, se pravi ogromno metod je v fizioterapiji, ki ne se tržijo, ne vem, da se učiš, kako se dela foam rolling ali pa ne vem. Ali pa pač dejansko nekaj izobraževanja, ki ti dajo neko širino pa neko poglobljeno znanje. Je pa tako, da pač finance so vedno tiste, pa čas tisti, ki nas ovira, ne? Če bi imeli več časa, pa bi to tudi to lažje. Je pa res, da imam tudi zelo veliko podporo iz kluba, da se tudi strokovni štab razume, če si jaz določeno izobraževanje pač plačam, da takrat lahko gre. Ja, ta del se mi zdi dosti pomemben, ko upam, da ga je še več v praksi. Jaz vem, recimo čist na primeru Maribora, da imajo tam tako urejene stvari, da oni celo na nek način zahtevajo oziroma pričakujejo od svojih strokovnjakov, da se bodo izobraževali, da bodo imeli neke kvote izpolnjene in celo ali en del ali pa celotno pokrijejo izobraževanje, kar je v bistvu tudi na dolgi rok razvoj lastnega kadra. Če se gremo razvoj igralcev, zakaj se ne bi šli pol razvoj strokovnjakov, ki se jih bi tek lahko posledično tudi začelo tržiti, mogoče, ne vem, mogoče je to tudi en del, kamor bi se lahko usmerjalo. Če ne žurujeti, pa ti strokovnjaki prinesejo normalno boljše igralce in pa zaradi tega mogoče čist posredno izboljšajo oziroma povečajo prodajo. Ja, se strinjam. Mislim, da je to prihodnost. Ne? Če imaš ti izobraženega strokovnjaka, imaš definitivno potem tudi boljšo obravnavo. Zdaj, ali je to neka trenerska, ali je to fizioterapevtska. Ne? Jaz mislim, da je razlika, da se vidi. In ne samo, da je to mogoče lep zgled od zunaj, če sem jaz magistra, pa sem fizioterapevtka, ali pa če je nekdo samo maser, ampak dejansko, da se to vidi tudi na igrišču. Ne? Da so igralci hitreje zregenerirani, da je manj poškodb, in vse te stvari mislim, da pa doprinesejo do tega, da se pač standard nogometa v Sloveniji potem sreča. Kam pa ti misliš, da bo šla tvoja stroka v prihodnosti? Kam se bo? Kje ima največ prostora, da se razvije? Jaz mislim, da definitivno je pač prihodnost fizioterapije preventiva. Zaradi tega, ker ko je enkrat igralec poškodovan, je pač tisto tkivo tudi nakasneje občutljivo. Se pravi, da mi moramo veliko bolj delati na preventivi, na odpravljanju vseh dejavnikov, ki vplivajo na poškodbo, in pa da so igralci res maksimalno pripravljeni spočiti, zregenerirani, da so res da dejansko v svoji karieri ne dosežejo, ne dobijo nobenih poškodb, oziroma da se to res s tem, da to bo potem potrebno iti, se pravi, z tem pristopom v otroštvo, kjer boš navajal, učil, kar pa pol pomeni, da nace zate, pa za Evo ne bo nikoli zmanjkalo dela. Ne? Ja, da ne rečem na žalost ali na srečo, pač tak je. Tudi za pogrebce nikoli ne bo zmanjkalo dela, pač to je. Jaz vedno rečem, da pa si želim čim manj dela, ampak ne zaradi tega, ker nočem delati, ampak zaradi tega, ker si želim, da bi bili vsi nepoškodovani, pa zdravi, pa maksimalno postavljeni. Rezultat, pokazatelj tvoje uspešnosti. Ne? Zdaj se bomo verjetno še nekaj časa več pogovarjali. Jaz, kad delam tudi v šoli, opažamo to katastrofalen upad motoričnih sposobnosti pri otrocih. Ne?
od zdržljivosti do moči, do koordinacije, do vsega. Ne. Opažamo pa tudi, da imamo vse več debelih, vse bolj postajamo neka ameriška družba, prehrambene navade so takšne, kot so. Tako da mislim, da bomo imeli kaj zadelati vsi skupaj v prihodnosti, ker ne gledamo tu samo potem teh vrhunskih športnikov. Vemo, da profesionalcev v Sloveniji je cirka 300 profesionalnih nogometašev, ne. Mi imamo pa 40,000 registriranih igralcev, nekaj več jih je že zdaj, ne. Kar pa pomeni, da ti, ki ne bodo nikoli profesionalni, pa če bojo amateri, tudi oni bojo morali imeti neko kvalitetno življenje. In menim, da je zelo pomembno, da se ozavešča ljudi o zdravem načinu življenja že v ranem obdobju, kjer smo pa starši tisti, ki smo ključni pa najbolj odgovorni za to, da bojo otroci zrasli, s tem, da jaz mogoče v tem današnjem času malo sem pogrešam večjo iniciativo družbe, pa več poudarka. Tako da upajmo, da se bo v naslednjih letih tudi pač tukaj spremenil. Jaz bi počasi zaključil, bi imel pa še eno ključno vprašanje, ne, glede na to, da ti nogomet na začetku nisi toliko veliko poznala, saj tako sem jaz z uvoda razumel, ne. Koga zdaj poznaš? Pa koliko ti je všeč? Pa bi ti lahko bila zdaj trenera enemu nogometnem klubu? Da, zanimivo vprašanje. Ja, to sem že v bistvu večkrat razmišljala, ampak jaz mislim, da dejansko ženske, ne, tiste ženske, ki niso nikoli igrale nogometa, ne maramo nogometa mogoče zaradi tega, ker ga ne razumemo, zato ker ne vemo, koliko kompleksna igra je to, ker mislimo samo, da so to neki fanti to žogo, neki podajajo, pa tja v gol streljajo, ne. Ampak dejansko je to res zelo kompleksna igra. Jaz, ko sem prišla v klub, ko sem začela malo spremljati pa opazovati, koliko je enih, mislim, to je res, meni je zelo zanimiv nogomet ratov, no. Pa iz vidika tega, da je res, da ni samo to, ampak je vse, kako se obrambni igralci postavljajo, kako greš ti v žogo, kako zdaj, mislim, tako zelo zanimivo, no. Je super gledati. In ja, mi je zanimivo, mislim pa, da jaz ne bi mogla igrati nogometa iz tega vidika, ker pač nimam teh agilnih sposobnosti, ne obvladam žoge, pač ne znam driblati. Kar se tiče pa mogoče kakšne tehnike, mogoče bi še lahko rekla kakšno podajo, pa to druge stvari pa. V bistvu je, da vsi lahko igrajo nogomet. Sporočilo mora biti, vsi lahko igrajo nogomet, zaradi tega, ker vsi ga lahko igrajo. Na kateri ravni ga pa lahko igrajo, je pa zdaj ena druga zadeva. Ne? Ja, to je, da nogomet je zelo, kaj že, a ni to rekel, da je kao zelo enostavna igra, ampak a ni nekaj tazga, a ni bilo? Žoga vedno pade na tla, pa vedno se ustavi, veš. Ne. Pa en brcne, ne, pa drugi teče za njo, pa je to, ne. In vsi otroci tako začnejo. Na začetku noben otrok ne vodi žoga, vedno žoga vodi otroka. Ne? In do momenta, da bo začel on voditi žogo, pa upravljati, nekaj let potrebuje, no? Ali pa nekaj udarcev. Ne? In potem se šele ta igra razvija. In tako, ko vsaka zadeva večkrat, ko jo pač igraš, bolj ko si z njo, ne, bolj jo pač ovladaš. Jaz tudi verjamem, da če grem zdaj jaz upravljati tvoj poklic, bi izgledal zelo, zelo nerodne. Nace malo manj, ne, ko že ima neke prakse, ampak jaz pa verjetno zelo, ne. Tako da, ampak mi je pa všeč, da ugotavljamo, da šele ko spoznamo igro, jo lahko potem tudi ocenjujemo. Jaz mislim, da je to glavni pa ključni moment odgovora. V njej še bolj uživamo, a ne? Predvsem, ko ugotoviš, koliko potrebuje eden na vrhunskem nivoju, da lahko dosega, ne vem, vse to, kar pač dosega, glede na kompleksnost igre. Predvsem ta kompleksnost nogometne igre je mene pač vedno fascinirala. No. Večina iger za žogo je takšnih, ampak vsaka ima pač svojo specifiko. A bi lahko bila ti danes trener? Imaš toliko znanja? Ne, nikakor. Lahko bi bila pa kondicijski. Ne bi bila mogla biti. Preveč je enih stvari, ki jih ne vem, pa tudi mislim, da
da je biti igralec nogometa res težka služba. No. Pač to je zahteva celega človeka in jaz mislim, da noben izmed nas, ki to delo upravljamo, prav delo fizioterapeutov, nismo pripravljeni to žrtvovati kot so eni igralci. No. Tako da jih občudujem iz te smeri. Se strinjam. Bolj, ko si noter, bolj vidiš, da je trd ta kruh, da ni tako lušno, ko se mogoče na prvi pogled vidi tam v Ligi prvakov, ko so vsi milijonari. Ja. Zelo sam vrh ledene gore pri nas je pa malo drugače. In kapo dol tistim, ko jim res uspeno, s trdim delom in odrekanjem. In, vse o tem smo govorili veliko z Markosom, pa z Dominiko, tako da koga več zanima, to lahko gre poslušati tisto oddajo, tisto epizodo. Nace, smo zabili dosti golov danes. Smo zabili dosti golov, pa lahko rečemo, da smo odpiskali konec današnje epizode podcasta iz Centra v Gol. Igor in Nace se vsem zahvaljujeva za poslušanje in vas vabimo k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, na YouTube in pa sproti dodajamo še tudi nekatere druge platforme. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosiva, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda spremljajte nas naprej tudi na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov, katerim lahko tudi zastavljate vprašanja. Vesela bova tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji petek. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem. Hvala Eva tudi tebi za obisk. Hvala Igor za družbo. Upam, da si uživala. Hvala za povabilo. Upam, da boste še naprej tolo oddajo vodila tako kot ste jo do zdaj in da boste razbijala mite o strokovnjakih v slovenskem nogometu. Nogometna midbusterja, Igor. To bi lahko. Eva, dobrodošla še kdaj, z veseljem. Hvala. Prijetno je bilo.